Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali povabilu in se udeležili tega usposabljanja za oznanjevanje preko videa. Najprej eno pojasnilo za vse tiste, ki pričakujete posnetek prvega srečanja, ki je potekalo v živo. Žal nam je takrat precej zagodla tehnika, tako da tole, kar gledate zdaj, ni in ne bo posnetek prvega srečanja. Tisti, ki ste se ga takrat udeležili, veste, da je res obupno odmevalo. Jaz sem potem, ko sem poslušal posnetek, šele to videl, opazil in mi je res žal in se vam na tem mestu opravičujem in vam čestitam, da ste sploh zdržali tisto celo uro ob takih odmevih in tako. Zato sem se odločil, da tukaj posnamem še enkrat te vsebine, ki sem jih takrat povedal, kot uvod v to naše usposabljanje. Pa naj za začetek povem par besed o sebi. Sem Rok Pisk, sem poročen, oče 2 otrok, ki jih boste mogoče slišali kdaj pa kdaj tukaj pred vrati, ko se kaj skregata. Drugače po izobrazbi diplomiran teolog, se pa že 4 leta ukvarjam z spletnimi stranmi, digitalnim marketingom, videoprodukcijo in kar je še takih podobnih digitalnih zadev. Zadnji 2 leti se je v meni kuhala ideja, da bi vsa ta znanja, ki sem jih pridobil, vse to, kar sem že delal na področju digitalnega marketinga, videa in teh stvari, uporabil za evangelizacijo, da bi ponudil to tudi kot ena usposabljanja, kot nekaj, da bi prišlo do tistih, ki se ukvarjate z katehezo, z evangelizacijo, da bi vam pomagal, da tukaj naredite en korak naprej v digitalno smer. To je podprl tudi Katehetski urad in evo, zdaj smo tukaj na začetku tega video usposabljanja. V tem videu bom najprej na kratko predstavil celoten potek usposabljanja, potem bomo pogledali eno ključno vprašanje, zakaj sploh uporabljati digitalna orodja. Na koncu pa bo še nekaj odgovorov na vprašanja, ki so jih udeleženci postavili na srečanju v živo. Kako bo torej potekalo usposabljanje? Ko sem načrtoval projekt Emaus, sem si enkrat naredil en tak spisek vseh mogočih tem, ki bi jih rad v okviru projekta Emaus obdelal. To je bil spisek, ki je imel okrog 20 tem, za katere sem rekel, to bi vsaka tema bi zaslužila vsaj kakšen teden usposabljanja, da vsaj osnove pokrijemo. Nekaj teh tem vidite tudi tukaj na seznamu. Po pogovoru s Katehetskim uradom smo rekli, dajmo se lotiti počasi in dajmo najprej 3 ključne. In te 3 ključne teme, ki smo jih nekako izločili oziroma vzeli, so bile, zakaj sploh digitalno. Ta tema se bo nekako povzemala vse ostale oziroma se bo prepletala skozi vse ostale, ne bo kot samostojno usposabljanje. Drugo usposabljanje bo video, to je to, na katerem ste zdaj. In tretje bo potem družabna omrežja. Teh se bomo pa lotili, ko zaključimo z videom. Torej, to usposabljanje, na katerem ste, bo namenjeno videu, oziroma bolj natančno, kako uporabljati video za oznanjevanje. To pomeni, da bomo v bistvu cilj je, da vas nekako usposobim za to, da boste znali posneti videokatehezo, mogoče kakšen vlog, da boste znali tudi kakšen dogodek, recimo v župniji ali pa skupnosti ali pa kjerkoli posneti, pa kakšno besedo bomo rekli tudi o prenosih v živo. Če bi imeli željo še za kakšno drugo področje, lahko napišete, pa bomo videli, če se bo dalo nekako vključiti v program. Usposabljanje bo sestavljeno iz več elementov. Eno so srečanja v živo. Ta bodo potekala mesečno, vsako 3. sredo v mesecu ob 20. uri. Zdaj, v originalu pri tem usposabljanju je bilo mišljeno, da bi vsak udeleženec imel tudi možnost mentorske podpore 1 na 1. Zdaj, udeležencev vas je skoraj 100 in to bi bilo zelo težko za izvesti. Zato smo potem tudi s Katehetskim uradom se pogovarjali, da bi šli rajš na to varianto. Se pravi, da enkrat mesečno imamo srečanje v živo, ki je namenjeno vašim vprašanjem. Bi vas pa prosil in spodbudil, da vprašanja, če jih imate, posredujete že prej.
da se tudi sam lahko malo bolj pripravim, da tudi vidim, recimo, če se neka vprašanja bolj pogosto pojavljajo, da tudi tam dam mogoče malo večji poudarek pri odgovoru in tako. Ok, se pravi, srečanje v živo. Druga stvar so video lekcije. To bodo tiste glavne vsebinske točke usposabljanja. Te video lekcije bodo vnaprej posnete. Zakaj? Dva razloga sta tukaj glavna. Eden je, da je lažje, predvsem za tiste, ki imate take in drugačne obveznosti in bi težko zdaj najdli en skupen termin, da bi vsi lahko spremljali v živo. Drugo je pa tudi to, da lahko te lekcije, tisti, ki mogoče že imate neko predznanje, lahko kakšno lekcijo preskočite, tisti, ki pa vam gre bolj počasi mogoče, pa lahko isto lekcijo večkrat pogledate, toliko da res osvojite znanje, ki ga podajam. Lekcijam bodo potem pridruženi še druga spremljevalna gradiva in pa glavna stvar so pa vaje. Zdaj, video je podobno kot recimo matematika. Jaz sem dolgo časa mislil, da se bom matematiko učil s tem, da se bom učil nekih formul, in šele pozno sem dojel, da v bistvu matematiko se bom naučil, ko bom delal vaje, ko bom znal stvari uporabiti. Tudi tukaj v lekcijah boste dobili neke osnove, potem je pa vaja, to, da preizkusite, da delate napake, da se iz napak učite, to vam bo prineslo največ. Vsebine, ki jih bomo obravnavali na tem usposabljanju, bodo pokrile celoten spekter videoprodukcije. Oziroma jaz pravim, da mogoče še malo več kot samo celoten spekter videoprodukcije. Zakaj? Ker običajno govorimo o videoprodukciji od predprodukcije, se pravi priprave scenarija, pa potem do montaže. Mi bomo tukaj pred samo predprodukcijo bomo dali še nekaj vprašanj o tem, kako se sploh pripraviti psihološko, če tako rečem, na to, da bom jaz na posnetku, da bom svoj glas slišal, svojo podobo gledal. Pa potem tudi ne bomo zaključili z montažo, ampak bomo zaključili s tem, kako v bistvu potem video, ki ga enkrat imamo zmontiranega, kam ga objaviti, kako ga promovirati, da bo pač dosegel čim več ljudi. Ker mislim, da imamo vsi tukaj, ki smo udeleženi tako ali drugače v tem usposabljanju, imamo dovolj drugega dela, da se ne bi zdaj ukvarjali s snemanjem videov, ki jih noben ne bo pogledal. Če se spomnite svojih študijskih ali pa šolskih let, verjetno veste, kako je vsak profesor, ne glede na to, kater predmet je imel, je učil, je govoril, da je njegov predmet najpomembnejši. No, zame kot voditelja tega usposabljanja je najpomembnejši predmet prav ta uvod, se pravi, da si odgovorimo, zakaj sploh uporabljati video za evangelizacijo. Ta del bo sicer malo bolj teoretičen, ampak vam vseeno priporočam, da ga ne preskočite, ker bo tudi potem lažje naprej slediti. In pa tako, ostale stvari glede snemanja, montaže in druge stvari, o tem najdete na spletu cel kup tudi boljših vsebin, kot jih bom sam pripravil. O tem, zakaj uporabljati video za evangelizacijo, pa boste dobili bore malo. Zato vam res priporočam, da tega ne preskočite. Kako bo torej vse skupaj potekalo? Pripravil sem eno spletno stran, ki bo namenjena prav temu spletnemu učenju. Najdete jo na naslovu pot.projektemavs.com. Na tej strani se registrirate in potem prijavite na usposabljanje. Točen postopek, kako to naredite, lahko najdete spodaj v opisu tega posnetka. Sem pripravil celotna navodila, korak za korakom, kako to naredite. In kako tudi potem sledite lekcijam, kako jih zaključite, kako se premikate naprej in podobno. Tako, pa smo prišli do opreme. Kar nekaj vas je v prijavnici spraševali, a pa rabim kakšno posebno opremo, a rabim imeti kamero, rabim imeti kaj drugega. Odgovor je ne. Za začetek bo zadostoval že pametni telefon, in super je, če imate računalnik. To sta dve stvari, ki jih boste potrebovali. Če imate mogoče kakšen zunanji mikrofon, recimo tak, ki ga lahko pripnete na obleko, ali pa če imate stojalo za
telefon ali pa fotoaparat, kamero, toliko bolje, ni pa obvezno. Želja je nekako, da bi s tisto opremo, ki jo imate, poskusili narediti čim več. Ko boste sami prišli do spoznanja, kakšne so meje te opreme, takrat lahko greste, kupite kakšno stvar, ampak za začetek pa vas dejansko povabim k temu, da uporabite to, kar imate in poskušate z tega narediti čim več. Tako, zdaj pa gremo na glavno temo tega srečanja. In sicer, zakaj sploh uporabljati digitalna orodja za katehezo ali pa evangelizacijo. Na srečanju v živo sem uporabil eno orodje, ki se imenuje Mentimeter in je namenjeno temu, da lahko skupina ljudi oziroma posamezniki v neki skupini oddajo svoje mnenje glede določenega vprašanja, teme in podobno. Tukaj sem dal 2 povedi, nezaključeni, ki so jih udeleženci potem zaključili. Prva poved se je glasila: digitalna orodja so dobra, ker. Druga poved pa se je glasila: nevarnost digitalnih orodij je, da. Če nekako povzamem odgovore. Prednosti digitalnih orodij so hitrost, se pravi komunikacija je hitrejša, vedno dostopna, ni omejena samo na srečanje v živo. Druga prednost je večji doseg. Tukaj z digitalnimi orodji lahko mi dosežemo ljudi, ki jih ni v cerkev, lahko dosežemo oddaljene, skratka, precej večji doseg ljudi imamo prek digitalnih orodij. Potem so tukaj mladi, ki so zrasli gor s temi orodji, pač za njih je to normalen način komunikacije in tam mi mlade danes najdemo. Če jih hočemo nagovarjati, tam so in tam jih lahko nagovarjamo. In pa še to, da digitalna orodja nagovarjajo na več ravneh. Se pravi, tukaj imamo video, imamo zvok, imamo tekst, imamo različne stvari, in tudi različne kanale, različna družabna omrežja, različne oblike, ki nagovarjajo različne ljudi. In zato lahko res bolj specifično usmerimo svoje moči, nagovarjamo po kanalih, ki jih ljudje dejansko spremljajo. Tako, kaj pa nevarnosti? Nevarnosti digitalnih orodij pa so, da ni osebnega stika, ker izpade predvsem en velik del neverbalne komunikacije, tega čist človeškega stika. Druga stvar je zasvojenost in z njo povezano zapravljanje časa. Vemo, da pač digitalna orodja oziroma zasloni z vsem, kar ponujajo tudi ogromno enih dražljajev in ljudje postanemo počasi zasvojeni s tem. Ne hočemo vedno več in s tem tudi zapravljamo veliko svojega dragocenega časa za to, da bi potešili te svoje potrebe. Tretja stvar, podpirajo lenobo. To smo že v času epidemije videli, oziroma v času po epidemiji videli, ko so se cerkve spet odprle, kako smo se razvadili s tem, da mogoče kar v pižami pogledamo prenos maše na svojem kavču in koliko težje je se obleči, odpraviti na pot v cerkev in biti tam. Četrta stvar so pa manipulacije, temu pa se ne moremo kar tako izogniti. Ogromno je sporočil na spletu in težko je zdaj ločiti zrne od plev, težko je zdaj videti, kaj je resnično dobro in kaj ni. Zdaj, potencial digitalnih orodij se mi zdi je iz tega, kar smo pravkar videli, pa vsem kar velik. Zdaj, če pogledamo 3 področja delovanja cerkve, se pravi oznanjevanje, bogoslužje in karitativnost, pa če si pogledamo, kako ta 3 področja lahko v digitalni svet spravimo. Karitativnost sicer umanjka predvsej ta osebni stik, ki je sploh pri ljudeh, ki so v stiski, zelo pomemben. To, da lahko se srečajo s človekom v živo. Omogočajo pa vseeno recimo zbiranje sredstev je danes zelo enostavno prek spleta. Recimo v času epidemije so mnogi redovniki, redovnice dali na razpolago svoje številke, da lahko ljudje v stiski pokličejo, se pogovorijo z njimi. Skratka, marsikaj se da preko spleta. Bogoslužje
je tukaj mogoče precej omejeno, zaradi tega, ker Kristus pri Evharistiji je v duhovnikovih rokah, ampak tam v cerkvi, ne na zaslonu. Realne prisotnosti na zaslonu ni. Tudi škofje so recimo opozarjali, da spoved prek telefona, prek Skypa, prek drugih teh digitalnih kanalov ni veljavna. Bogoslužje je precej omejeno, kar se tiče spleta. Oznanjevanje pa ponuja v bistvu tukaj ogromno nekega potenciala, predvsem po različnih kanalih, od podcastov, vlogov, blogov, video vsebin, aplikacij in podobno, ki lahko pomagajo krepiti vero, ki pomagajo pričevati o tem, kaj Bog dela v življenju, in mi se bomo predvsem osredotočili na to področje, se pravi oznanjevanje. Tako, pa še zadnji del, kjer bom na kratko odgovoril na par vprašanj, ki ste jih zastavili na prvem srečanju v živo. Prvo vprašanje je bilo glede omejitev, ki jih imamo, če hočemo video prenašati v živo prek YouTuba. Za prenos v živo preko YouTuba moramo imeti, če hočemo prenašati s telefonom, mora imeti naš kanal vsaj 1000 naročnikov. Zdaj, če realno pogledamo, je to za neko župnijo v Sloveniji skoraj nemogoče. Obstaja pač tukaj obvod, se pravi prenos preko, da prenašamo z računalnika. Tukaj te omejitve ni, če seveda potrdimo kanal. Zdaj, potrditev kanala pomeni, da damo YouTubeu svojo telefonsko številko, oni nam pošljajo kodo za potrditev in tako oni preverijo lastništvo kanala, se pravi, da ni kanal v lasti nekega izmišljenega osebka, ampak da gre res za realno osebo. Tukaj je bilo potem tudi to vprašanje, če je še kakšen drug kanal, prek katerega bi lahko objavljali poleg YouTuba in Facebooka. Zdaj, drugi kanali seveda obstajajo. Je pa vprašanje, ali je smiselno jih uporabljati, predvsem zaradi tega, ker ljudje so pač YouTuba in Facebooka so vajeni. Zdaj, če jih probamo spraviti na neko čist tretjo stvar, mogoče ne bodo niti šli pogledati, ker ne bodo vedeli, kaj to je. Moje priporočilo je pa tako, če prenašate preko telefona, pač v vsakem primeru priporočam Facebook, pa tudi sicer je dobro razmisliti zaradi, predvsem ena stvar je zelo pomembna. YouTube, ko se začne prenos, določi kvaliteto posnetka. To pomeni, da če je povezava na začetku prenosa dobra, bo YouTube nastavil visoko kvaliteto prenosa, in če bo povezava se poslabšala med samim prenosom, bo začelo prenos prekinjati. Pač YouTube bo vztrajal na tisti kvaliteti povezave. Facebook je glede tega bolj fleksibilen in bo pač, če bo videl, da bo povezava slabša, bo pač samo zmanjšal kvaliteto slike začasno, in ko bo spet povezava boljša, bo spet izboljšal kvaliteto slike. Tako da bo v bistvu delovalo brez prekinitev, ki jih pa lahko na YouTubu doživimo. Potem je bilo vprašanje, če je za uporabo tega, za prenose v živo, smiselno uporabljati kakšen poseben program. In sem tukaj omenil program OBS, to je brezplačen program za prenašanje v živo, pa tudi da se ga uporabi tudi recimo za snemanje zaslona. Povezavo najdete spodaj. Tam se v bistvu vnese podatke YouTube kanala ali pa Facebook strani, prek katere želimo prenašati te dostopne podatke, in potem lahko prek tega programa prenašamo. Zdaj, treba je pa seveda imeti neko kamero, ki jo priključimo na računalnik, da lahko potem to delamo. Potem je bilo pa še vprašanje glede Mentimetra, se pravi, kako delati z Mentimetrom. Nekaj stvari sem že omenil. Pripravljam še bolj podrobna navodila glede tega, kako
se registriramo, kako ustvarimo predstavitev, kako sestavimo vprašanja in podobno. Je pa tako, Mentimeter je super orodje, ampak dobro ga je uporabljati, če imamo pač večjo skupino ljudi. Zdaj za srečanje 5 ljudi uporabljati Mentimeter je brez veze, če tako rečem. Če imamo pa 50-100 ljudi, je pa to res lahko super, ker hitro dobimo odgovore na tista naša vprašanja. Druga omejitev tukaj je ta, da pač vsi uporabniki potrebujejo dostop do interneta in pač neko napravo. Je pa dovolj, da je to že pametni telefon. In pa še ena stvar je, brezplačna verzija Mentimetra je precej omejena. To pomeni, da lahko v eni predstavitvi zastavite samo 2 vprašanji. Zato smo tudi imeli v predstavitvi prej samo 2 vprašanji. Tako, hvala vam, da ste si ogledali ta uvod. Zdaj, kako naprej? Čas je, da se lotite dela. Prvi sklop je pripravljen, usposabljanja. Prijavite se na pot.projektemavs.com. Navodila še enkrat najdete spodaj. Tam se na tej strani registrirate, potem prijavite na samo usposabljanje in lahko začnete opravljati lekcije, ki so pripravljene. Sklope bom postopno dodajal, tako da spremljajte še naprej, boste pa tudi obveščeni po elektronski pošti. Mimogrede, če je kdo dobil sporočila z naslova projekta Emavs v mapu promocije, tudi spodaj lahko najdete povezavo na prispevek, kjer sem razložil, kako se temu izognete, kako sploh Gmail naučite, da naj ta sporočila daje v mapo glavno. Tako, to je to. Zdaj pa veselo na delo. Vse dobro, živjo!